Ime tedna. Na Valu 202 je Jakob Erhartič, vodja študentske ekipe Edvard Rusjan z Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki je z radijsko vodenim brezpilotnim letalom Brvinc na mednarodnem tekmovanju Načrtuj, izdelaj, leti v ZDA osvojila prvo mesto v konkurenci skoraj 100 univerzitetnih ekip z vsega sveta. Več kot 30-članska ekipa 7 ljubljanskih fakultet je z večmesečnim intenzivnim delom, znanjem in vztrajnostjo dosegla sam vrh enega najzahtevnejših študentskih tekmovanj na področju letalstva. Jakob Erhartič, čestitke za naziv ime tedna na Valu 202 in predvsem za dosežek v Združenih državah Amerike. Ja, hvala. Kako današnji ponedeljek, praznično ali tudi študijsko oziroma raziskovalno? Trenutno še malo bolj počivam po vrnitvi iz ZDA. Tako da mi je prav veselje tale izbor za ime tedna danes polepšal za praznični dan. Pravite, nabirate še moči oziroma polnite baterije. Lahko poveste, kako naporno pa je bilo samo tekmovanje oziroma predtem že tudi delo oziroma proces izdelave tega letalnika? Samo tekmovanje traja 4 dni, od četrtka do nedelje. In to so kar intenzivni dnevi. Tekmovanje res traja od jutra do večera, vsak dan. Sicer samega nastopanja, samega letenja za ekipo ni tako veliko. Pravzaprav večino dneva čakamo, da pridemo na vrsto. Smo pa vmes aktivni, se pripravljamo, izvajamo še kako dodatna testiranja in tako. Tako da te dnevi so res naporni in so res intenzivni. Ampak mislim, da se pa težko primerjajo z meseci dela, ki ga cela ekipa vlaga od jeseni, praktično od septembra, ko prejmemo pravila za tekmovanje, pa potem do aprila, ko dejansko odpotujemo v ZDA na tekmovanje. Ko omenjate pravila, kakšna so bila ta navodila oziroma omejitve, ki ste jim morali slediti pri izdelavi tega letalnika? Organizator tekmovanja, to je Ameriški inštitut za aeronautiko in astronautiko. Oni vsako leto razpišajo misije, naloge, ki naj jih naše radijsko vodeno letalo opravi. In tema tekmovanja se vsako leto popolnoma spremeni, tako da vsako leto razvijamo čisto novo letalo. Letošnja tema je bila po angleško Banner Towing Bush Plane, oziroma če bi to prevedli v slovenščino, terensko letalo za prevoz potnikov in tovora in za vlečenje transparentov oziroma zastav. Letalo je moglo biti prilagodljivo za izvedbo 2 različnih nalog. Ena je prevoz potnikov, to so bile naše gumijaste račke, in pa prevoz tovora, pa so bili hokejski paki. Potem pa v naslednji misiji pa je bilo treba letalo rekonfigurirati, tako da smo lahko pod trup namestili zloženo zastavo, jo potem po vzletu razprli, z njo odleteli čim več krogov, ter pred pristankom še sprostili zastavo, da zastava prosto padla na tla, mi pa smo uspešno pristali z letalom za uspešno opravljeno misijo. Pomemben del tekmovanja je tudi statična misija oziroma ground mission. Tu pa se je šlo za to, kako hitro lahko vkrcamo vse potnike in izkrcamo ter namestimo zastavo. Res kako učinkoviti so ti mehanizmi, kako hitro lahko pretvorimo letalo iz ene v drugo letalno konfiguracijo. Zdaj, konkurenca je bila izjemna. Lahko mogoče naštejete, kdo so bili, morda ste jih zaznali že pred tekmovanjem, vsekakor pa ste jih spoznali tam, kdo so bili vaši največji konkurenti? Mi tudi redno spremljamo med letom, predvsem državna omrežja, da vidimo, kaj druge ekipe pripravljajo. Je nekaj ekip, ki vsako leto se potegujejo za najvišja mesta. Smo med njimi tudi mi. Letos je v bistvu največjo konkurenco predstavljala univerza v Washingtonu iz Seattla. Oni so bili na praktično enaki strategiji kot mi. Zasnovali so letalo, ki prevaža zelo malo račk in tovora, je pa zato toliko bolj učinkovita na tej statični misiji na tleh. Imeli so pa v bistvu daljšo zastavo od nas, tako da so nas v tisti misiji zastavo celo prehiteli. Na koncu pa smo zaradi boljše statične misije vseeno mi ostali na prvem mestu.
ker smo imeli pač mehanizme toliko bolj učinkovite. Tako da oni so bili največja konkurenca. Potem so pa tudi druge ekipe na drugi strategiji, naprimer University of Southern California, pa Avstralci iz torej Royal Melbourne Institute of Technology, torej iz Melbourna. Ekipi sta imele pa v bistvu letalo, ki je prevažalo ogromno število račk in so nas pa v tej misiji, torej drugi misiji, kjer je bila za prevoz potnikov, so pa oni tam dobili bistveno višji rezultat. Tako da to so bili nekako največji konkurenti letos. Pa tudi nekatere druge te vrhunske univerze, ki so imele pač odlična letala, primer Embry-Riddle, Daytona Beach, to je prav aeronautična univerza, velja za en najboljših aerospace študijskih programov v ZDA. Skratka, lahko rečeva kar elita, je bila tam zbrana na tem tekmovanju. Povejte, Jakob Erhartič, ime tedna na Valu 202, lovci na kadre so se kaj smukali okoli vas na tekmovanju? Ja, so bili navdušeni, tudi predstavniki sponzorjev tam, to so res neka največja imena v letalske industriji na svetu, torej glavni sponzor letos je bil Textron Aviation, ameriško podjetje in pa tudi druga podjetja, ki delujejo v tem sektorju. Mislim, da so z veseljem videli naše letalo in spremljali tudi tekmovanje. Zdaj, že prej ste rekli, da samo tekmovanje je bilo seveda naporno, 4 dni je trajalo, ves čas ste morali pač se dokazovati, pa vmes prilagajati, ampak da je bil pa še bolj zahteven, predvsem pa dolgotrajen ta proces snovanja in pa potem izdelave tega letalnika. Pri projektu je sodelovalo več kot 30 študentov, večina iz fakultete za strojništvo, ampak tudi iz še drugih fakultet univerze v Ljubljani. Če lahko poveste, malo opišete to ekipo, za kako različen nabor študentov, strokovnjakov, izjemnih umov je šlo, iz kako različnih področij in kako morda je tudi ta raznolikost pripomogla k končnemu uspehu. Ja, definitivno gre za res raznoliko ekipo. V zadnjih letih se je članstvo ekipe kar močno okrepilo in predvsem pa se je razširilo tudi na druge fakultete. Večina nas je sicer še vedno študentov fakultete za strojništvo, imamo pa zdaj tudi lepo število študentov fakultete za elektrotehniko, FRI, FMF, potem pa tudi iz FKKT, biotehniške, tudi FDV, študentko imamo v ekipi. Tako da gre res za interdisciplinarno ekipo. Vsak lahko prispeva v bistvu po svojem znanju in pa po svojih željah. Predvsem pa gre za to, da se lahko eno drugega učimo in neko možnost tega predajanja znanja tako med generacijami, kot tudi znotraj generacij študentov različnih strok. Sliši se enostavno, Jakob Erhartič, vi ste vodja te študentske ekipe, pa vendarle to je 30-članska ekipa. Vendarle si predstavljam, da ni ravno najbolj enostavno usklajevati vseh teh študentov, sprejemati tudi odločitve, iskati prave ideje in tako naprej. Kako vam to uspeva? Ja, v bistvu tukaj je najbolj pomembna učinkovita delitev dela. Ekipa je razdeljena na posamezne podekipe oziroma podsklope, čisto tematsko, in vsako podekipo vodi tudi en bolj izkušenih članov, ki je z ekipo recimo že vsaj 1 leto, še rajši 2 leti. To so res v bistvu izkušeni člani, ki imajo za sabo že izkušnjo tega tekmovanja, tako uspešne kot tudi neuspešne nastope v ZDA. In res lahko tudi oni že sprejemajo pomembne odločitve. Predvsem pa sem želel letos upeljati to filozofijo, da se glede na pomembnost odločitve, ki jo je treba sprejeti, oziroma glede na vpliv, ki ga ta odločitev nosi za sam projekt, po tej hierarhiji, recimo po tej strukturi, na določenem nivoju sprejme. Bolj tiste najpomembnejše odločitve smo seveda z veliko razmisleka sprejemali skupaj, neke bolj osnovne odločitve, ki nimajo takega pomembnega vpliva, pa lahko se sprejmejo sproti, naprimer med samim razvojem. Čisto, ja. Celoten projekt je trajal več mesecev, glede na to, da vse delo poteka prostovoljno, je težko zbrati člane ekipe. Ja, tako kot ste rekli, vse delo, vse ure vložene noter so prostovoljne ure. Zato
mogoče težko na začetku, sploh za nove člane, ki se pridružijo ekipi, videti nek smisel, zakaj bi toliko truda in toliko ur vlagali v nek projekt, ki niti nima mogoče jasnega rezultata, vidnega, torej na obzorju ob začetku leta. Predvsem pa je tukaj vloga teh starejših članov, ki znajo motivirati tudi mlajše, torej nove člane z recimo svojo lastno izkušnjo in pa v bistvu, ki so pripravljeni žrtvovati svoj čas, tako neke dodatne ure, ponovadi dostikrat se dela tudi ob poznih večernih urah in res to je neka ta dodatna požrtvovalnost in timski duh, ki nas ženeta naprej. In se mi zdi, da je to tudi bil en velik faktor naše torej prednosti pred ostalimi ekipami na tekmovanju, ravno ta ekipni duh in sodelovanje oziroma skupna motivacija za ta skupni cilj. Očitno ste pridni, ne? Kakor mravljice, od tod tudi izvira ime za tole letalo, ne? Brvinc, primorska narečna beseda, drži za mravlje, naj bi bila to. Ja, tako. Začelo se je v bistvu kot ena slaba interna šala, ker smo bili mi tako pridni kot mravljice, pa imamo veliko Primorcev v ekipi, več kot tretjina vseh članov so v bistvu Primorci in potem se je to tako torej razširila ta šala, da na koncu, ko smo videli tudi letalo, kako v zraku vleče zastavo za seboj, ki je dostikrat večja od samega letala, je bila pa izbira imena samoumevna. Drži pa tudi to, da ste letalo, preden ste odšli na tekmovanje, testirali v Vipavski dolini na Burji. Ja, Wichita, torej lokacija tekmovanja v Kansasu v ZDA, je znana po tem, da je zelo vetrovna. Tudi letos smo imeli na tekmovanju en dan, pravzaprav smo bili evakuirani, ker je bila tudi nevarnost tornadov. Tako da mi smo to vedeli in smo s to mentaliteto v bistvu pristopili tudi k samemu razvoju in pa testiranju. In ko smo videli, da Vipavska dolina obeta močne vetrove, smo se odpravili tja en dan na testiranje, predvsem zato, da smo testirali, če sistem deluje tudi v tako močnem vetru, kot ga lahko pričakujemo potem na samem tekmovanju. Tam so bili res sunki do 60 km/h in letalo je lahko, dajmo reči, brez večjih težav suvereno odletelo tudi v takih pogojih in pol smo vedeli, da smo pripravljeni za nastop v Wichiti. Očitno ste se dobro pripravili, dobro uspeli tudi na tekmovanju. Jakob Erhartič, čestitke še enkrat za ta lep uspeh. Hvala lepa za pogovor in čestitke tudi seveda za naziv ime tedna na Valu 202. Predvsem pa vam in vaši ekipi v prihodnje želim še veliko uspehov na področju, ki se vsekakor razvija in ima velik potencial očitno tudi v Sloveniji. Hvala.